Nazadnje, ko smo se tukaj srečali pred enim letom, se je veliko zgodilo v našem gledališču in mislim, da po tem koronskem času Šentjakobsko gledališče opravičuje ime in sloves največjega izmed ljubiteljskih gledališč, kjer se izredno trudimo za kakovost in v tem poslanstvu, ki ga je pač pod mojim mandatom začela gospa Mojca Kreft, nadaljuje tudi rok, zelo intenzivno, zelo zahtevno pravzaprav. Poskušamo vzgajati naš ansambl, naš gledališki ansambl, pa seveda tudi vse druge službe. Kot veste, so pri nas Šentjakobčani tukaj prostovoljci in je potrebno veliko spretnosti za to, da nekako dosegamo ta nivo repertoarnega gledališča, ki deluje kontinuirano s približno 5 do 7 ponovitvami na leto. Zdaj, v času, odkar smo se nazadnje srečali, smo bili na 2 mednarodnih festivalih v Bosni in Hercegovini. Laktaših smo prejeli 2 nagradi za najboljšo režijo, gospod Jašo Jamnik tukaj prisotni, in pa za najboljšo vlogo Žiga Medvešek. Bili smo v Mrkoničgradu, v Pekrah smo prejeli za revizora najboljšo predstavo v režiji Ire Ratej. Na 36. Čufarjevih dnevih Marko Skok v predstavi Čakajoč Godoja. Na Linhartovem srečanju smo prejeli 2 Matička, Tina Tavčar in Domen Koren, septembra. In tudi mogoče, če danes malo telefoniram naprej, glede na to, da še ne boste danes objavljali, danes večer je podelitev za regionalne Linhartove nagrade in sicer prejmejo nagrade naši člani, posebna nagrada Pred vrati postave, ženska vloga Laura Ivančič za vlogo Beatrič v predstavi Mnogo hrupa za nič, moško vlogo ponovno Žiga Medvešek za vlogo Poca in pa moško vloga Srečko Krmavner. Naši člani zelo veliko časa prispevajo tukaj. Če imajo drugi poklic kot igralec, imajo oni strast vedno, kadar nastopajo na našem odru. Tukaj je potrebno omeniti tudi podelitev Zveze kulturnih društev Ljubljane, kjer so Srečko Krmavner je prejel zlato priznanje, Bojan Kapelj srebrno priznanje, prav tako Janez Vlaj in pa Marko Skok. Tukaj gre za eno posebno priznanje našim članom, ki z dolgoletnim delom upravičujejo ne le tradicijo, ampak tudi poslanstvo tega gledališča. Tukaj so ljudje, ki delujejo dolga leta in so temu gledališču popolnoma predana. Zato je naše gledališče lahko tako trdno kljub temu, da včasih zidamo gradove v oblakih. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.